Google Drive ponuja hitro in varno shranjevanje ter dostop do naših datotek v oblaku. V videu boste spoznali brezplačne možnosti uporabe oblačne storitev Google, dotaknili pa se bomo tudi funkcionalnosti oziroma dodatnih možnosti za podjetja. Za uporabo na telefonu ali tablici je na voljo za prenos aplikacija. Za uporabo na računalniku pa najprej odpremo brskalnik in v URL vrstico vpišemo google.com/drive. Kliknemo na Pojdi v Drive ter vpišemo ime svojega računa in geslo. Vkolikor Google računa še nimamo, pa kliknemo Ustvarite račun. Če želite na Drive shraniti določeno datoteko, to storite lahko na več načinov. En je ta, da kliknete na plus v zgornjem levem kotu in izberete, kaj bi dodali v Drive. Drugi način pa je, da enostavno kliknete na posamezno datoteko na računalniku, klik zadržite in jo prenesete v prazno polje okna Google Drive. Nato počakamo, da se zadeva naloži na naš Drive. V stranskem oknu se pojavi zelena kljukica, kar pomeni, da smo datoteko uspešno naložili. Za večjo preglednost lahko ustvarite in poimenujete nove mape, kamor boste naložili nove dokumente. Tako boste vedeli, kaj je v določeni mapi. Iz vaše naprave lahko nalagate celotne mape ali le posamezne datoteke. Brezplačen Google račun posamezniku omogoča shranjevanje do 15 GB podatkov. Tako imenovani G Suite, torej oblak za podjetja, pa v osnovi uporabniku nudi 30 GB prostora. V obeh primerih lahko količino nadgradite, za kar je potrebno mesečno ali letno plačilo storitve. Če želite ustvariti nov dokument, imate možnost uporabiti orodje Dokumenti za ustvarjanje in oblikovanje besedil, preglednice za baze podatkov in predstavitve kot brezplačna alternativa PowerPointu. Če želimo dokument prenesti na računalnik, lahko izberemo, v kateri obliki oziroma formatu nam ga Google shrani. Nalagamo in ogledujemo si lahko tudi PDF datoteke. Slednje lahko tudi urejamo, in sicer z dodatnima pripomočkoma, imenovanima DocsHub ali Lumin. Do teh dostopamo tako, da z desnim klikom miške kliknemo za odpiranje v uporabi. S tem pridemo do več programskih možnosti, ki so na voljo, če želimo urejati nek dokument. V tem primeru nas bo orodje opomnilo, da za uporabo slednjega moramo dovoliti integracijo z našim Google računom. Datoteko delimo tako, da kliknemo na njo in izberemo možnost Skupna raba, ter določimo, s kom želimo deliti nek dokument. Tako lahko nek dokument naenkrat ureja več oseb, posodobitve pa se sproti shranjujejo. Eno ali več datotek oziroma map izbrišemo tako, da jih označimo in izvedemo desni klik miške in kliknemo Odstrani. Tako datotek še nismo popolnoma izbrisali. Slednje storimo tako, da kliknemo na ikono smetnjaka. Tu lahko naenkrat izbrišemo vse datoteke, ki so v smetnjaku, tako da smetnjak izpraznimo, ali pa kliknemo na posamezno datoteko in nato izberemo možnost Dokončno izbriši.